in seveda predvsem, da vam damo spodbudo. Vi s svojimi uspehi pa boste potem dali spodbudo tudi drugim. Seveda naša želja, da na koncu celoten javni sektor sodeluje v takšnih projektih. Ampak danes govorimo o kakovosti. To je že kar malo kultna tema. Kakovost nam pravzaprav pomeni vse. Želimo kakovostno živeti, želimo kakovostno jesti, želimo kakovostni zrak, želimo kakovosten avto, ko ga kupimo, in vse to se nekako da izmeriti. Ko pa govorimo o javni upravi, seveda je pa razmislek že malo globlji. Kako v javni upravi izmeriti kakovost? Malo sem pogledal, kako deluje ta model, kaj vse se precej zapleteno. Torej, čestitke vsem, ki ste v njem sodelovali in se skozi prebili. Jaz to sicer vidim malo bolj preprosto, ko govorimo o javni upravi, ko govorimo o državni upravi. Se mi zdi, da je pravzaprav najlažje ugotoviti, kako kakovostni smo, da pogledamo, kako so z nami zadovoljni naši uporabniki. In to mislim, da je tisti osnovni aksiom. Vse drugo pravzaprav niti ni tako pomembno, čeprav vem, da je veliko dejavnikov vpliva na to, da nekdo potem pride do diplome v še pilotnem projektu. Veliko dejavnikov, seveda tudi zadovoljstvo samih izvajalcev teh javnih storitev, pa še mnogo organizacijskih in drugih dejavnikov je tukaj, ampak jaz na koncu je vendarle pomemben naš uporabnik. In kot si že nekajkrat dejal, tako v takih priložnostih, da se mi, ki te javne storitve upravljamo za državljane in državljanke, resnično vsak dan znova vprašamo, zakaj smo tu. In jaz verjamem, da je tudi pri tem ocenjevanju vse to tisto temeljno vprašanje, poleg vseh mnogih drugih vprašanj, da se vsak dan znova vprašamo, zakaj smo tu. In v prihodnje, ko bomo o kakovosti v javni upravi še veliko govorili, tudi že letos, po tistem, ko smo nekako zaključili pogajanja sindikata javnega sektorja, je bila ena izmed zavez, da se seveda tega sistema plač v javnem sektorju, zakona o javnih uslužbencih lotimo, odpremo te zadeve in skušamo kaj od tega spremeniti na bolje. In tu bo zanesljivo spet v ospredju predvsem kakovost. Predvsem kakovost, kako nagraditi, kako nagrajevati dobre javne uslužbence, tisti, ki izstopate. Ni vas malo, ampak seveda nismo pa tudi vsi takšni. In ta sistem nagrajevanja oziroma delovne uspešnosti, ki je sicer roko na srce 10 let sploh ne izplačujemo, čeprav v zakonu jo pa imamo, in v letu 2020 vendar računamo, da bomo uredili tudi te zadeve in tu bo kakovost na prvem mestu in seveda tudi kompetence vseh javnih uslužbencev in predstojnikov po posameznih službah. Tako da nas bo kakovost spremljala še naprej. Jaz pa seveda upam, da bomo na koncu vsi v javni upravi v tem sistemu ocenjevanja. Najbrž se je na začetku zgodilo tako, da ste se za to ocenjevanje odločili najboljši, saj ponavadi je tako. Tisti, ki ste bili samozavestni in ste nekako predvidevali, da ste dobri. Niti ni naključje, da prednjačijo pri tem ocenjevanju upravne enote. Mislim, da so tudi eden izmed teh služb, te državne uprave, ki imajo z državljankami in državljani, z uporabniki največ stika in prek stika z njimi
lahko zelo hitro ocenijo tudi svojo kakovost. Čestitam vsem prejemnikom diplom za ta pilotni projekt v letu 2018. Seveda upam, da bo prihodnje leto teh diplom še mnogo več. Čestitke in lep dan vam želim. Hvala.